Zasebne glasbene šole pripravljajo programe, ki so primerni za prav vsakogar, predšolske otroke, začetnike, ljubitelje, mlade, starejše. Vabljeni so vedno vsi, ki glasbeno predznanje že imajo ali pa tudi ne. Prav tako izvajajo tudi javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. V bistvu se izpit opravlja na enem od konzervatorijev po Sloveniji. Zadeva je pač takšna, da če želijo opravljati zaključni izpit, morajo tudi opraviti klasični program. Na popularnih programih zaključnega izpita ni, oziroma se izpit opravlja v obliki enega nastopa za komorno zasedbo. To spričevalo ti dejansko v svetu glasbe ne pomeni čisto nič, kar pomeni, ko ti na odru stojiš, je nepomembno, če imaš ti papir z niže glasbene ali ne, ampak ja, če želijo, lahko upravljajo nekateri, ki klasiko delajo, ampak se mi zdi ravno to je fajn štos naše glasbene šole in ostalih privatnih, da pač ponujamo nekaj drugega kot protiutež klasični glasbeni šoli. V Mariboru že več kot 20 let deluje tudi kulturno-umetniško društvo AEDA. Poučujem predvsem vokalno tehniko. To je prva stvar, druga stvar pa potem delamo tu seveda primerne skladbe za majhne otroke. Zdaj, če je nekdo star 10 let, mu ne moreš dati za odpeti, neko arijo, se pravi, pojejo otroške pesmice, pa mogoče te malo lažje popevkice potem v kasnejših letih, ko pa že nekaj znajo, ali pa tisti, ko so malo večji, pa imajo malo več talenta, pa lahko že tudi malo težje. Seveda tudi klasično petje, saj sem tudi v tem izobražena. Mentorji pozornost namenjajo predajanju glasbenega znanja, druženju, ustvarjanju novih izkušenj, snovanju kreativnih glasbenih projektov in tako se marsikateri že lahko pohvalijo z imeni, ki so se pod njihovim vodstvom že uveljavila. Od basista Luke Gajzerja, ki igra pri Bilbi, do Marka Fureka, ki igra pri Njudih, do enih 20 mladih kitaristov, ki igrajo v vseh bendih, od Liburoja, Battle Axe, Urban Kolarič je lani zmagal kitarjado, tudi moj učenec. Nekateri so šli celo študirati naprej, nekateri so šli celo na klasično petje, tako da ja. Moja učenka se je uvrstila, se je uvrstila, ampak je zmagala na Slovenija ima talent, to je pa bila Alja Krušič. V večini zasebnih glasbenih šol ponujajo več vrst programov, individualne ali skupinske. Tako je tudi v glasbeni šoli Sama Šalamona. Primarno delamo vse, od rocka, bluza, gospod Hendrix tam od zadaj, pop, tudi klasiko. Pač v bistvu nekak program je vedno naravnan glede na učence, torej individualno naredimo pač program za vsakega ali pa če ste v paru. Glede na želje učenca, ampak vedno grejo skozi eno bazo, torej od osnovnih akordov, ki se jih naučijo preko Beatlov, Rolling Stonesov, potem gremo na pentatonike, soliranje pa do potem virtuozov, ki zdaj že igrajo v različnih bendih, so nastali tako da. Tisti, ki bi želeli napredovati ali boljše spoznati pravilne tehnike petja glasbenih zvrsti popa in džeza, je pravi naslov Studio Primo. In kako izgleda ura petja? Najprej se upojemo, pa v bistvu ne samo zato, da zagrejemo glasilke, temveč tudi, da se v bistvu tehnika poudari in da v bistvu delamo upevalne vaje, ki bodo potem služile tisti pesmi, katero bomo delali. In potem začnemo prepevati. In uporablja tudi mikrofon, da se navadijo učenci, v bistvu, da ko pridejo na koncert, da ni šok, da imajo prvič mikrofon v roki. Lahko bi se strinjali z rekom Nietzscheja, brez glasbe bi bilo življenje ena sama napaka. Pa naj si bo to zgolj ples, poslušanje glasbe, igranje na inštrumente ali petje.